Zdravo, otroci. Jaz sem Aksinja Krmavner. Aksinja je rusko ime. Dobila sem ga po liku iz knjige. Morda sem tudi zato postala pisateljica. Drugače sem pa še učiteljica. In učila sem slepe in slabovidne otroke v centru Iris kar dolga leta, slovenščino in pa likovni pouk. In kako sem sploh začela pisati? Nekoč smo šli, nekega maja smo šli po poti spominov in tovarištva, namreč bil je športni dan s svojimi učenci in imeli smo neko deklico, ki je imela albinizem. Albinizem je taka okvara, kjer nimaš v telesu nobenega pigmenta, nobenega barvila, imaš popolnoma bele roke, bele lase in ta deklica je nosila res take dolge, močne bele lase. In ko so jo srečevali ostali otroci iz ostalih šol in mladostniki, so se kar nekako obregali vanjo. Poglej, kako si mlada, pa se že barvaš, koliko peroksida si pa porabila, da si izbelila te lase in tako naprej in tako naprej. Ko smo prišli nazaj v center Iris, v našo šolo, je deklica bila kar malo jezna in je rekla: učiteljica Aksinja, zakaj pravzaprav mene zafrkavajo, jaz sem taka od rojstva. In sem rekla: veš kaj, to ni hudobija, to je neznanje. Kaj pa ćemo narediti, da bi temu odpomogli? Sem rekla: napišimo knjigo. In res smo jo skupaj s svojimi učenci smo napisali knjigo. Sem napisala knjigo Kakšne barve je tema in pomagali so jo ilustrirati tudi moji učenci, slepi z ostankom vida in pa slabovidni. Ta knjiga je namenjena videčim otrokom, da bi videli, kako slepi lahko vse počnejo, lahko berejo, lahko pišejo, lahko se učijo, vse mogoče lahko počnejo. In zato smo tudi naredili skupaj naprej še eno tipno slikanico, ker slepi imajo veliko za brati, slikanic pa ni bilo veliko. In tako je nastala tale snežna roža, ki je narejena tako, da jo lahko berejo tudi slepi. Tukaj spodaj je brajeva pisava ali brajica in tukaj lahko vtipajo ilustracijo. Ampak, ker pogledajte, ta knjiga je narejena vse na roko, mi smo rezljali tele rožice, naslov je Snežna roža, so moje 4 deklice, imam 4 hčere, dobile kar krvave žulje, ko so rezljale to lepenko, zato smo se odločili, da bomo z založbo Miš izdali eno knjigo, ki bo malce drugače narejena. In to je Žiga Špaget gre v širni svet. Ravno tako je narejena v brajici, lahko jo beremo tudi mi, ki vidimo, to pa lahko vtipamo. In zdaj vam bom pokazala, kako prvi prizor iz te knjige. Na štedilniku stoji lonec vrele vode. Kuharica strese vanj polno pest špagetov. Takole. Vsi mirno čakajo, da bodo kuhani, le radoživi špaget Žiga se ne more pomiriti s špagetovsko usodo. Toliko časa poskakuje, da se končno reši vroče kopeli. Kako je vroče, fantje, oprostite, ampak jaz se ne pustim skuhati. Jaz odhajam v širni svet, jasno? Adios. In odšel je v širni svet, prej je pa še srečal jabolko in je rekel: kakšen zrel paradižnik, navrtal ga bom, lačen sem, špageti obožujejo paradižnikovo omako. Ne, na pomoč, ne, grozni črv, nikar me ne navrtaj. Na koncu se seveda vse dogovorita in Žiga zares od špageta v svet. No, izdali smo to knjigo Žiga Špaget gre v širni svet, potem še nadaljevanje Žiga Špaget je za punce magnet, ampak opremili smo jo pa tudi z slovenskim znakovnim jezikom. To je za otroke, ki govorijo v slovenskem znakovnem jeziku, ki je drugačen od slovenščine. In vam bom pokazala, kako je ta prvi prizor je videti v slovenskem znakovnem jeziku. To se pravi najprej znak za štedilnik, takole, kot da obrnemo gumbe na štedilniku, potem lonec, vrela voda. In tako smo izdali tudi nekaj drugih knjig, naprimer David, misija mogoče, kjer je v knjigi veliko slik, ki ponazarjajo kretnje, to se pravi besede v slovenskem znakovnem jeziku. Letos oziroma lansko leto decembra pa je šlo nadaljevanje David, misija beton, ker vemo, da je slavni skladatelj bil na koncu življenja gluh, takrat, ko je ustvaril svoje najlepše in največje umetnine. No, potem je še išlo nekaj drugih knjig,
na temo slepote in slabovidnosti, recimo Bela kot galeb, ki govori spet o deklici z albinizmom. Vemo, da je njihova koža albinov zelo občutljiva, zato je treba čuvati to kožo. Drugače so pa to otroci taki kot vsi ostali. Čisto končna, na koncu je pa knjiga, ki je izšla tudi pred nekaj meseci, in sicer Avtomobilska mularija se imenuje, in tukaj avtomobilčki in avtomobilke doživljajo otroške pustolovščine. In naša čisto najnovejša pa je spet tipanka za otroke, slepe otroke, Uganke za radovedne prstke, ki so jo naredili z Ino Sulič, mojo nekdanjo študentko. In tukajle imate na primer take igrice, kot so Poišči vsiljivca, in mora slepi na ta način poiskati, se igra in trenirati, da bo lahko kasneje bral brajico. Tako, imam pa še nekega gosta, ki bo danes tudi povedal nekaj besed, in sicer tole je, z nami je Žiga Špaget. Živa, Žiga. Kako si? Si v redu, boš pozdravil otroke? Kaj pa bi otrokom povedal za konec? Pravi, da raziskujte, da bodite radovedni in da pojdite v širni svet. Ja, samo Žiga, veš, širni svet je zaprt, ne bo šlo, veš, zdajle je karantena, ne bo šlo. Potem pa veliko berite, zakaj? Zato, ker s knjigo bo svet prišel k vam. Živjo, zdravo. Živjo, zdravo.